Občinski svet je potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za naslednje leto in nove cene komunalnih storitev. V družbi Kostak so pripravili program za vse javne službe, tako individualne kot kolektivne rabe. Kar se tiče samih storitev, bomo v letu 2020 nadaljevali z aktivnostmi tako na področju ravnanja z odpadki, še z dodatnimi postavitvami posod in še z bolj aktivnim ločevanjem odpadkov in tudi osveščanjem prebivalstva. Na vodooskrbi bomo poskušali še nekaj narediti na vodnih izgubah in pa na sami kakovosti pitne vode. Kar se tiče cenovne politike v letu 2020, se bo cena skupnih komunalnih storitev nekoliko povečala. Glavni razlog za to so povišanje cen električne energije, kar so opoznali predvsem na oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju odpadne vode. Glavna sprememba se pa v celi Sloveniji nekako odziva na nov zakon o minimalni plači, kar pomeni povišanje skupne mase na gospodarskih javnih službah za okrog 10% in to smo nekako morali tudi vkalkulirati v samo ceno komunalnih storitev. Občina Krško z letom 2020 ne bo subvencionirala cene izvajanja storitev in omrežnin za dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe. S prihodnjim letom se torej ukinja subvencioniranje cene omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Če bi vzeli neko povprečno položnico, preko ene take povprečne 4-članske družine, ki plačuje na mesec približno 56 €, se bo zaradi tega dvignila cena približno za slab evro. Sicer pa vsi stroški pa bodo šli navzgor za približno 2,3 €. Kar znaša približno 4%. Seveda je pa to samo ena ocena ene take povprečne položnice. Če bi šli recimo gledati stroške družine, ki recimo ne odvaja vod torej meteornih vod v kanal, bi potem bili stroški že kar precej nižji, tako da v tem primeru je položnica višja za približno 1,7 €. Še manj pa se dvigne položnica torej v tistih družinah, kjer recimo uporabljajo greznice oziroma male čistilne naprave. Moram povedati, da z sistemom, ki smo ga uvedli, stalnim osveščanjem, obveščanjem uporabnikov za neplačevanje in pa tudi akcijam odklopov, smo kar na visokem nivoju plačevanja, tako da lahko rečem, da samo neplačevanje ni tako velik problem občini Krško, kot je bilo nekdaj. Moram povedati, da so stvari, kar se tiče realizacija plačanih položnic na visokem nivoju. Ob tem je Deskovar še izpostavil, da imajo v načrtu nekaj obnov dotrajanega omrežja, ki jih bodo predvidoma izvedli v prihodnjem letu. Predvsem bomo v 2020 normalno vso omrežnino, ki se pobere, vložili nazaj v sisteme, se pravi obnovo vodovodnih sistemov, vodovodnih zajetij, črpališč. Poskušali bomo v tem letu tudi nekaj več narediti na dodatnem vodnem viru na Bregah, potem pa na ravnanju z odpadki, se pravi še dodatne posode za ločevanje odpadkov, na odvajanju in čiščenju. Smo pa v letošnjem letu zgradili nekaj, oziroma je občina zgradila nekaj novih čistilnih naprav in postopno vključevanje prebivalcev z tega območja na centralne čistilne naprave.